Prvič po avgustu 2012 se je večni derbi spet končal brez golov. Tako ostaja glavna ugotovitev večera, z novo točko so prvaki povečali prednost pred zasledovalci. Brez prejetega gola osvojili smo točko več imamo na svojem kontu. Imamo zelo lep skor, da se temu reklo 11 tekem, 8 zmag, 3 remiji, tako da kar pridno točke nabiramo. Derbi je minil v podobnem taktičnem merjenju moči kot pred enim mesecem. Po uvodnem premirju so prvi zapretili domačini, toda strel Hentija z mrtvega kota ni povzročil težav Handanoviću. V 25. minuti prva nevarna akcija tudi pred domačim golom. Bohar je prišel z žogo do kazenskega prostora in lepo videl prostega Ibrahimija, toda njegov udarec ni bil natančen. Le nekaj minut zatem novo soočenje Hentija in Handanovića z istim razpletom kot prvič. V naslednjem poskusu je Matić nameril mimo gola. Do konca polčasa so bili bolj aktivni Mariborčani. Najprej je zaključil Bohar. Najnevarnejši strel v prvem polčasu pa je bil delo kapetana, toda Tavaresov natančen strel je Brljak ubranil. V drugem polčasu pa še bolj izrazita pobuda ekipe v rumenem. V bistvu v prvem polčasu je bil ta naš problem, da nismo dobro zadržali žoge v napadu, nismo bili natančni v teh pasih. To smo v drugem polčasu popravili in mislim, da smo drugi polčas odigrali veliko boljše. Plod boljše igre, nove priložnosti. Najprej v 55. minuti po lepi podaji Ibrahimija do zaključka prišel Bohar, toda ni se izšlo. V naslednjem napadu do poskusa Ibrahimi, ki pa je meril preko gola. Olimpija je zapretila v 66. minuti z prostega strela, toda udarec Matića je Handanović izbil. Le minuto zatem pa so gostitelji imeli najlepšo priložnost, ko se je Mitrović nenadejano znašel pred Handanovićem, a streljal preko gola. Odgovor je sledil takoj na drugi strani, strel Tavaresa je izletel mimo leve vratnice. Ob koncu tekme v 85. minuti pa še ena izvrstna solo akcija Mendija. Toda ostre žoge Tavares ni uspel preusmeriti v gol. Tako je ostalo pri nepopularnih 0:0. Maribor v prvem polčasu je dominiral, je bil boljši nasprotnik, v drugem polčasu tudi. Res, da je Olimpija imela kar nekaj priložnosti, tako tudi mi, tako da edino kar obžalujem to, da se je končalo nerešeno 0:0, ker mislim, da je tako ena kot druga ekipa naredila vse, da zadene. Prvenstvo se sedaj nadaljuje v soboto, ko prvaki gostujejo na Obali pri Kopru.